Ja. Pride malo pozdraviti. Ja, tako, malo, da me da v svoj vohalni, ko bi rekel, seznam. Ja. Pa včasih se tam le uleže ali pa tako malo. Ja. Še malo tukaj. Mm. Tako da spremljate pogovore. Ja. Ja. Hvala vam za čas, Miran. Ja. Hvala vam za interes. Ja, interesantne teme pokrivate v svojem življenju, tako da mi je prav v veselje, no, da bova lahko malo to raziskovala. Res je, kar širok nabor tem. Ja. Kako vas je življenje na to pot usmerilo? Kdaj se to... A je pravilno, če rečem, da vas je začela zanimati človeška psiha? A bi tako lahko rekla? Ja, to psiha pa tudi ta socialni vidik. Ne? Ampak potem, ko je prišel še študij medicine, se je pa pokazalo, da je tudi telo pravi univerzum, ne? In kako se vse to povezati je veliki izziv, mislim, sodobnega časa. Se mi zdi, da je tako. Žal, na tem področju, kjer delam, se te stvari nikakor ne morejo povezati, razpadajo. Ne? Na eni strani je ta medicinski taborni model, ja, in na drugi strani pa ta psihoscena, pa še mogoče ta socialni vidik, ki je pa danes zelo aktualen, ne? Zaradi velikih sprememb družbenih in tako. Tako da, kar se tiče, ja, če gledam nazaj, se spomnim recimo v gimnaziji, ko smo imeli prvič to predmet psihologija, to je bilo samo na 14 dni 1 urca. Zelo malo. 1 ura je bila ista profesorica, ta Alenka Goljevšček, je imela 1 uro, en teden psihologije, 1 uro pa filozofije. In to sem komaj čakal. Pa tudi ona je bila zelo fajn, ona je bila tako široka, zanimiva oseba in fajn je bilo. Tako da recimo to so taki spomini, ki kažejo, ne, da je bilo tukaj, ni bilo treba se truditi za pozornost. To mi je ven skočilo, ker ste rekli, ločnica med telesom, pa fiziologijo, pa psihologijo, pa potem ste še dali 3. komponento, socialni aspekt. A mislite, da je to izrazito zahodnjaški način ločevanja pa predalčkanja našega univerzuma? Imamo pol večjo kontrolo nad tem, ko umestimo stvari, ne? Ker vzhodnjaške stvari, ne, kakor sem se jaz z njimi srečal, ne, dosti bolj celostno se mi zdi, da ali pa povezujejo med sabo te stvari, ne? Sploh, če gremo v Indijo, pa hinduizem, ali pa jogijska tradicija, ne? Ki se je začela z notranjim raziskovanjem in potem je povezala telo, ne, zraven, oziroma dodala telo in vadbo v to. Drži, mislim, da so velike kulturne razlike v teh tradicijah. Seveda je pa, če ste omenil indijsko, hinduizem, jogo, to, kakor sem pač sam se spoznal, je pa še ta duhovni vidik, ki pa pri nas sploh uradno ne sme priti. Recimo na Ministrstvu za zdravje smo pred kakšnimi 20 leti ali pa še več predlagali, da bi definicija zdravja vključevala še duhovni vidik, poleg telesnega, psihološkega in socialnega. Pa so zavrnili. Torej bomo morali ustanoviti posebno ministrstvo za duhovnost. Tako se cepi. Mislim, ta organizacija tudi sodobnih družb s to profesionalizacijo in hiperprofesionalizacijo je tudi, ne, nisem teoretična raven, ki nam dela težave, kako recimo premustiti ta dualizem, ki je tako, ne, kot kartezijanski se imenuje ta telo, duša. Ampak tudi vpliva na to organizacija teh družbenih podsistemov, ne, kot so zdravstvo, socialno varstvo, potem šolstvo, pa potem seveda posebno mesto naj bi imele veroizpovedi in tako naprej. Ne. To se mi zdi, da pol tudi prispeva k tej težavi, da težko povežemo, vse težje. A ne vidite kakšne nevarnosti, da bi šli v neznanstvene smeri, ki jih je težko z racionalnim umom
opredeliti, ne, ker tukaj prihaja pol do velik zlorab, saj sam tako opažam v svetu, ne. Če je nekaj neoprejemljivo, je lahko karkoli, ne. In prihaja do zlorab in nekih dinamik moči, ne, v vodenju čez to, kar rečemo, ali pa do tega, kar rečemo zdravje, ne, psihološko. Ja, drži, tako. To so te, kot sem rekel, moraš videti tudi politično, organizacijsko raven, kako se določene ideje organizirajo, utelesijo, bi tako rekel, v družbi, ne, in to potem seveda zelo vpliva tudi na ta, kako bi rekel, bolj teoretično-filozofski diskurs. Šlo to, ja, te igre moči, kot ste rekel. Kdo bo imel več vpliva, kdo bo imel boljši dostop do nekih finančnih virov, recimo. Kaj pa danes veste o človeškem umu, kar recimo pred 20 leti niste vedeli? Ja, prej ste tudi vprašal glede znanosti, ne? Kaj je zdaj sploh znanost, je veliko vprašanje, ne? Ker ravno na področju raziskovanja uma se začnejo velike težave. Ti biološki fenomeni so, bi rekel, bolj jasno, lahko jih razmejimo, ne, in opredelimo, definiramo. Čim prideš na psihološko pa bolj socialno področje, je ta meja razmejevanja določenih konceptov dosti bolj mehko. Ne, tudi logika se pol spremeni, ne, ni več tako ta fuzzy logic, kot pravijo, ne, stujko, ta malo meglena logika. Tako da, ja, z definicijo znanosti, mislim, imamo velike težave, recimo na mojem področju, psihoterapija se to lepo kaže, ne, da psihoterapije ne morete stlačiti v medicinski model, ne, da bi potem s to metodologijo, kvantitativne metodologije, teh randomiziranih, kontroliranih študij, te primerjave dveh skupin, katera je boljša in tako naprej. To ne moramo delati? Ne, ta metodologija ne zajame tega, kar je težje vljivljivo. Recimo mi govorimo o klientovih dejavnikih, to pomeni v času recimo neke obravnave, kaj vse se dogaja v klientovem življenju, ker ti ne moreš meriti učinka neke intervencije, pa naj bo to psihoterapevtska, tudi medicinske, velikokrat, večinoma ne, čeprav so lahko recimo neka operacija, ampak telesnega dela, ampak tudi tam se že kaže, ne, da je zelo pomembno, da bo na uspeh nekega obravnave vplivalo, kar se trenutno dogaja v klientovem življenju, pa seveda njegova zgodovina, tudi to, kako on anticipira prihodnost, zakaj je on motiviran. Ne? Tako da... Kaj pa na dosti velikem vzorcu? Ker rekli ste, ne moramo vseh dejavnikov poloviti, pa jih opredeliti, ampak zminimiziramo lahko vpliv teh vseh nešteto dejavnikov z velikim številom posameznikov, ne? In potem rečemo, ok, imamo 10,000 ljudi, eni hodijo na terapijo, eni ne. Tako. Zdaj čisto poenostavljam, ampak... Ja, to je lahko en košček, ki pomaga grajenju tega boljšega zemljevida, če rečemo, ne. Ker ta razkorak med stvarnostjo in pa tem, kako mi doživljamo to stvarnost, pa kako jo pol konceptualiziramo, ne, te tri ontološke ravni, te stvari moramo upoštevati, ne, da mi do stvarnosti takšna, da bi to, kar je, res lahko zajeli, ne bomo nikoli. Mi imamo lahko neke približke, neke transformacije tega, ne, kakor zemljevid pa teritorij, recimo, ne, ta. Ja. Zdaj, glavno vprašanje seveda pa je pol kvaliteta teh zemljevidov, a lahko mi potem se bolje znajdemo na teritoriju. Zdaj, če vzamemo zdaj to, kar sem rekel, s to kvantitativno metodologijo, ki je na področju medicine alfa in omega, ne moremo priti do dovolj dobrih zemljevidov.
Torej, tukaj je treba pol združiti se s kvalitativno metodologijo. To se pravi, ti moraš vedno zajeti enkratnost posameznika. Ti lahko imaš neke generalne trende, reprezentativni vzorci gor dol, neke stvari, ampak vedno znova bo posameznik neulovljiv v te šablone, široke šablone, ki iz kvantitativna metodologija. Ta idiosinkratičnost, kot pravimo, torej enkratnost posameznika v enkratnosti njegovega okolja, v enkratnosti njegovega zgodovinskega toka. To je treba nekako skupaj pripeljati. In tudi ta, recimo, področje neurofenomenologije, ki se je začelo razvijati v 90-ih letih, recimo poskuša zdaj premostiti to veliko zev med temi bolj objektiviziranimi podatki, ki so vezani na telesne procese, nevrofiziologijo in tako naprej, z doživljanjem izpovedi, doživljajsko resničnosti ljudi, zato neurofenomenologija. To je recimo en tak projekt konkretno znanosti, ki bi želel zdaj prvoosebno perspektivo, kot pravimo, kako jaz doživljam za to tretjeosebno, ko grem pod neke aparate, pa me zmerijo, ali pa s psihološkimi testi, whatever, tam, kot ste rekel, pride pa lahko do nekih vzorcev, pa tako naprej. Ampak je pa zelo važno tudi ta doživljajski enkratni vidik zajeti. To se lepo vidi recimo tudi v konkretno, zdaj če malo prizemljim to najino debato, recimo ta zelo aktualna debata na mojem področju, koliko kdaj psihiatrična zdravila. Zdravila testirajo na živalih, predvsem recimo miške in tako naprej, ki dajo recimo neko psihoaktivno substanco in potem opazujejo razliko v vedenju živali in pa merijo neke fiziološke parametre, vzamejo kri, pa merijo recimo stresne hormone in tako naprej. Miška ne morejo vprašati, daj povej mi, kako zdaj doživljaš, kako si. To se pravi, ena raven, ki je pri ljudeh zelo, zelo razvita, najbolj kot pri katerikoli živali, manjka. In tako se potem zgodi, da recimo neko zdravilo vemo, da ima nek vpliv na stresni odziv, na neke nevrotransmiterske sisteme, ampak potem, ko isto zdravilo daš 100 različnim ljudem, boš dobil 100 različnih opisov, kako oni zdaj doživljajo vpliv tega zdravila nase. Ne boš dobil 2 istih. To je neskončna raznolikost, kot so prstni odtisi raznoliki. To je recimo iz klinične prakse vsak dan. In zdaj medicina pa poskuša priti do tega zlatega standarda, da če damo recimo eno tableto, bi naj imela enak učinek na vse. Ali je to kultura recimo japonska, ali je to nekdo, ki živi v recimo azijskih področjih ali pa na severu, kjerkoli. To se pravi, medicina bi želela, da imeti eno vrstni odgovor, medtem ko realnost kaže, pa da je raznolikost tega, kako mi potem psihološko to doživljamo, neskončno velika. Ampak sej, verjetno bi se strinjali, če dava 100 ljudem heroin, da bova dobila več kot 50% odgovorov, da se dobro počutijo, verjetno. Ja, če to tako bi rekel, posplošite, ampak zdaj, kaj je dobro? Če greste pa bolj natančno, boste pa videli vse večjo raznolikost. To je res, ja. Sej, mi uporabljamo besede za opisovanje približkov, ampak dobro, lahko se to vprašava, kaj je dobro sploh? Ja. Kaj je dobro življenje? Kaj je dobro počutje? Tako. In tukaj pritrčiva na to neskončno razlikost, ker je tudi kultura, ljudje smo zelo obrušeni, bi tako rekel, naša biologija je zelo obrušena od kulturnih vplivov. Tako da dobro v enem okolju za enega človeka ni isto, kot je recimo za nekoga drugega. To je že v tem konceptu bova imela težave, če bi ga hotela tako poenotiti za vse.
Ampak vi uporabljate neko metodo, oziroma šli ste raziskovati v svojem življenju, akademsko in poklicno, neko metodo, za katero verjetno verjamete, da povzroča dobro. Z več kot 50% deležem, a ne? Verjetno. Ja, nekaj časa sem tako res, del svoje kariere sem preživel v tej veri. Ampak ta se je v 90-ih letih, to se pravi zdaj že 30 let gotovo, da se je zelo zamajala. Namreč prav te raziskave, ki so se zelo razmahnile od 80. leta naprej na področju psihoterapije, kaj učinkuje, kaj deluje, so pokazale, da metode in tehnike dosti manj, kot smo si mislili. Danes vemo, da je učinek same tehnike od 1% do 0. Se pravi, to je zelo obroben dejavnik, metoda in tehnika. Tako imenovani drugi kontekstualni dejavniki so dosti bolj pomembni. No, in to je dramatično obrnilo tudi, ker jaz sem se začel ukvarjati s poučevanjem psihoterapije tam v začetku 90-ih let in potem smo tudi zelo spremenili naš program poučevanja bodočih psihoterapevtov. To se pravi, da smo premaknili fokus stran od tehnik in metod na druge dejavnike. Recimo to, kako se razvija ta terapevtski odnos, čustvena vez, zaupanja, varnosti, ker je to temelj pri pomagajočih poklicih, pedagoških poklicih, tudi v medicini in tako naprej. Ta dejavnik, kvaliteta terapevtskega odnosa bistveno bolj vpliva kot katerakoli tehnika. Seveda pa zdaj je tako, da so potem ti dejavniki povezani. Zdaj, če recimo to dvojko samo vzamem. Terapevtski odnos vpliva na učinek katerekoli tehnike, ki jo bom uporabil. Če je dober odnos, potem bo katerakoli tehnika imela boljši učinek in obratno. In pa seveda zdaj, če jaz neko tehniko izvedem tako, no tukaj pa zdaj še moram vsem pripeljati noter še tako imenovane terapevtove dejavnike ali pa dejavnike pomagajočega. Če tisti, ki izvaja tehniko, verjame, se mu zdi dobra tehnika, da jo rad izvaja, se to na nek način implicitno prenese potem na uporabnika, klienta, pacienta, karkoli, ki potem z večjo verjetnostjo bo sledil psihoterapevtu, ako bo rekel, dajva to narediti, dajva to probati, to vam bo, verjamem, da bi vam to lahko pomagalo. Recimo nekdo bo pa seveda bolj avtoritativno rekel, gotovo vam bo to pomagalo, dejva. No, to deluje lahko, ker če se sklada, če je kongruentno za to komunikacijo tega, ki nudi pomoč, potem bo klient to sprejel, no in to potem seveda dobro vpliva in pokrožno nad kvaliteto odnosa. Tako da dober odnos, večja verjetnost, da bodo tehnike delovale, če tehnike delujejo, to krepi odnos in to je ta zanka. Tako je tudi z drugimi ključnimi dejavniki, ki so dosti pomembnejši od tehnike. A drug človek lahko sploh pomaga drugemu? Kaj je ta pomoč v bistvu, v svojem bistvu, če greva čist na osnov, ne? Pa tudi me zanima, če to pol malo razširva, vi ste opazovali v svojem življenju verjetno veliko ljudi, ki so želeli biti ta, ki pomaga. Malo me zanima tukaj psihološki aspekt takega človeka, ker vsi mi imamo željo pomagati, ampak se lahko noter skriva ali pa je zapakirana neka želja po tem, da če jaz pomagam nekomu, sem mogoče malo na boljšem kot ta, ki potrebuje pomoč. Ne? In s tem se tudi nekako filam ali pa zdravim sam sebe. Ne? Ja, tako je. To ste dobro opozorili. Išla je pred leti, že največ več kot 20 let, ena zelo zanimiva knjižica enega psihoterapeuta Guggenheim Craig mu je ime. Naslov je Pomoč ali premoč. Točno to, kar ste zdaj rekel. In on se spušča v to vprašanje, kako tisti, ki pomagajo na takšen ali drugačen način, se zavedajo
tudi te ponavadi bolj senčne, nezavedne potrebe, da bi doživljali v takem odnosu z nekom, ki je recimo nekaj manj zna, manj zmore, karkoli, manj zadovoljen, manj srečen, bolan, karkoli, da ali se zavedajo tega, ne, da tukaj lahko hitro dobijo eno pozicijo, ki je nevarna. Ja. Ne, da človek, ki je recimo, če grem bolj na moje področje, ker pomoč je izjemno širok pojem, greva na to recimo psihoterapevtsko pomoč. Tukaj je sugestibilnost ljudi, ki pridejo po pomoč, je ponavadi povečana. Človek, kadar je v stiski, ker ponavadi je tako, ljudje ne pridejo na prvo žogo, najprej sami poskušajo reševati. Berejo se, pozanimajo, probajo to. Mogoče malo sramotno celo, ne? Ker ne zmoreš sam. Tako, ne? In zdaj njim ne uspe. Ne samo, da jim ne uspe, njihovi poskusi se zdi, kakor da še poslabšujejo zadevo. Tako da potem človek v tem temeljnem občutku varnosti, obvladovanja, nadzora nad svojim življenjem je zelo pretresen in takrat, kadar smo v tem stanju, smo zelo odprti za neko rešilno bilko, za nekaj, da bi našli neko rešitev. A ne, zdaj prideš k nekomu, ki ima malo nerazrešeno to, ne, da ima rad to pozicijo, da on več ve, bolje ve, samo sledi mi, pa bo vse v redu in tako naprej. Ne. Tudi recimo v sektah je to zelo izrazito. Ne. Kultih, in vemo, kdo so glavni potem tarča takih sekt. Ne. To so ljudje, ki so negotovi vase, ki iščejo, ki se želijo nekam priključiti, da bi jih nekdo vodil, da bi drugi že vedel naprej, to bo dobro se je šlo. Ne. Težko prenašajo negotovost. So neko sigurnost iščejo in tako vidijo v tem človeku, ki je siguren. Tako. In to ti ljudje znajo počasi zgraditi en tak stil komunikacije, ki ni nujno, da je avtoritaren. Lahko je samo tako, tudi prijetno na nek način, miren, gotov, ne, tako zapeljujoč, zavajajoč, ne, na nek način, ampak prijetno zavajajoč. In tako ljudje potem pridejo v nekaj, kjer se ne dobro konča, ker problem pa je, recimo, kar se tiče teh kompleksnejših težav, ki dolgo trajajo, je, da brez tega, da človek se zelo sam angažira in sam začne izboljševati ta notranjega, recimo vodiča, ali tako bi rekel, da ne bo šlo. Ne? To se pravi, tisto, kar dober terapevt ali pa dober pomagajoči naredi, je, da je bolj kot v vlogi nekega encima pri kemičnih reakcijah, katalizator, ki lahko dobre procese spodbuja. Ne moreš pa ti nadomestiti tega. Ja. Koliko pa vidite tega zavedanja pri temu, ki se odloči, jaz bom v življenju ta, ki pomaga, a ne? Koliko zavedanja vidite te potencialne nevarne dinamike, ki se tukaj vzpostavlja, pa mogoče je to lahko nek začetek najnega pogovora na to, ker, kakor jaz opazujem družbo, ne, je tega vedno več, ker mogoče tudi ni potrebno imeti nekih barier za vstop v to vlogo tega, ki pomaga. Jaz se lahko jutri odločim, jaz pomagam ljudem na ta način, to naznanim svetu na družbenih omrežjih in začne dobivati kliente. Zdaj ne govorim samo o psihoterapiji, ne. Govorim tudi o nekih duhovnih aspektih, kjer je pa vse zelo, tako kot sva prej rekla, neoprejemljivo. In če jaz rečem vam, moje roke zdravijo, midva ne morava zdaj tega uvreči. Ja, torej varovalka, za katero se zavzemamo, recimo na mojem področju, je to, da je kar nekaj let dela namenjeno pri formiranju, pri usposabljanju, tako imenovanemu delu na sebi, lastnemu terapevtskemu procesu. To se pravi, da si kar nekaj let v vlogi tistega, ki prejema pomoč. In
To je ena varovalka, druga varovalka pa so tako imenovane supervizije, ne, kjer naj bi na podlagi tudi recimo posnetkov, transkriptov določenih pogovorov, interakcij bili pozorni na to kvaliteto odnosa, kot pravimo, ne, ali tisti, ki nudi pomoč, nadzoruje na nek način, obvladuje te svoje potrebe po tem, da bi recimo, no, tukaj se zdaj mogoče malo zapletel, ker sem uporabil besedo nadzoruje, ne, ampak o tem mogoče, če bo kaj več, kaj sploh je nadzor. To je kompleksno vprašanje. Ne bi želel, da izpade, kakor da zdaj človek lahko nadzoruje tako enosmerno, a ne, sebe, a ne. Ampak Opazuje, ja, zelo pomembno pa je, ne, da se pokaže, da sem vedno znova vzpostavil tako vrsto odnosa, da je nadzor vmes nekje, da ga mi dva skupaj soustvarjava. Torej, da jaz vem, da ne morem prevzeti, kot sem prej rekel, vašega krmila, da pa seveda lahko narediva eno dodatno raven. Če ste vi sam, recimo v življenju, z nekaterimi, kot sem prej rekel, težavami in poskušate rešiti, pa ne gre, potem seveda zdaj, če pridete vi k meni, da začneva midva se recimo redno pogovarjati in tako, kaj se zgodi? Tu nastane nek nov prostor, nek intersubjektivni prostor, to niste več vi sam, pa tudi jaz nisem več sam. Tukaj nastane nekaj, kar je tudi, mi pravimo, intersubjektivno nezavedno. Neka nova raven, ki tudi seveda vključuje nek novo vrsto nadzora. Ker to gre, nekako bo zdaj ta volan se obrnil. Ampak jaz seveda po eni strani se zavedam, ne morem vašega volana vzeti v svoje roke, po drugi strani pa vem, da vi tudi sam ne morete. To se pravi, kako bova pa zdaj skupaj vozila. Ampak to je nova raven, ki potem deluje. Recimo pri uspešnih terapijah, ko sledimo ljudem, tudi ko je zaključeno, pa se jih recimo čez 1 leto malo pokliče ali pa se dogovorimo, ne, da je nek povratna informacija, večkrat ljudje meni tako rečejo, ja, včasih, kadar se mi spet nekaj bolj zakomplicira v življenju, že mislim, joj, zdaj bom pa mogla spet mogoče ali pa moral poklicati Mirana. In potem pa kar naenkrat dobim, kakor celo glas pride, ja, se spomnim nečesa, kar sva skupaj delala, in potem ga Mirana ni treba poklicati, to deluje. To je recimo lep primer. Se pravi, ta odnos, ki ste ga imela, živi v človeku. Ostane v človeku. Ja. Ker mi imamo, pravzaprav naš spomin je vedno vezan na nek kontekst, na neke odnose, ki jih imamo. To si zapomnimo. Ne? Ja. Neko živo interakcijo, nekaj, kar je bilo tudi emocionalno pomembnega za nas. In v dobrih teh zgodbah se pol pokaže, da se to vrne ravno takrat, ko človek rabi. Ko se mogoče spet bi ponovil nek star vzorec, ampak ne. Potem se aktivira ta tudi dodatna izkušnja, ki potem pomaga človeku in volan se obrne drugače in spelje. A verjamete v to, da tako, kot ima naše telo neko, čez evolucijo se je vzpostavilo neke mehanizme samoozdravitve, a ne? To pomeni, da se urežem, začnem krvaveti, kri, ko pride v stik s kisikom, se pač strdi, zapre rano, a ne? Da tudi psiha ima neke take mehanizme, pa če bi jih lahko malo opisala, ker to je mogoče eno izmed teh bil, a ne? Mogoče, kar ste rekel. Ja. Zakomplicira se mi v življenju in sam sproducira mogoče potencialno rešitev, a ne? Tako je, ja. Gotovo, te stvari so dost že utečene na tem našem področju kot koncepti in tudi kot skozi raziskave in potem tudi kot nekatere načini, kako se to lahko spodbuja. To je celo zdaj to področje, ki ga zajame koncept odpornosti, rezilientnosti. Torej, da se kri strdi, potem, ko se ranite, je, lahko rečemo, del tega telesne odpornosti, tega fiziološkega
vidika. Recimo, če imaš hemofilijo, veva, da tega ni, in da je vsaka ranica lahko smrtno nevarna, ker se krvavitev ne more ustaviti. Lahko govoriva o psihološki, pa tudi o psihosocialni odpornosti. Torej, zelo težko je to dvoje tudi ločiti. Kot sem že v prejšnjem primeru povedal, psihološka odpornost je vezana na ali izkušnjo nekih odnosov, nekega konteksta, v katerem sem se jaz to naučil. Tako da tudi v sedanji situaciji, v aktualni situaciji je to, kako se jaz kot posameznik odzivam psihološko, vedno neločljivo povezano recimo od moje socialne vpetosti. Zdaj, ker mi živimo v dobi pretiranega individualizma, tudi v naših razlagah odpornosti pa zelo hitro zapademo v to redukcijo, da mislimo, da je posameznik in poznamo posameznikovo psihološko odpornost. Ampak dejansko tega ne moreš ločiti. In tako da, kaj so zdaj dejavniki, ste me vprašali, kako v recimo zgodovini psihoterapije, kjer je zelo pomembno poglavje psihoanaliza, so razvili eno teorijo o tako imenovanih obrambno-varovalnih mehanizmov. Je zelo zanimiva in je še danes aktualna, ne več samo znotraj psihoanalize, ampak se je razširila kot neka skupna teorija lahko ali pa uporabna je za katerokoli vrsto psihoterapevtskega pristopa. Tudi raziskovalno so jo poskušali operacionalizirati te koncepte. Recimo, razdelili so jih na manj zrele, potem srednje pa zrele obrambne mehanizme. Recimo zreli obrambni mehanizmi so humor. Za humor je značilno, da z eno nogo, če hoče dober humor, stoji z eno nogo v neki realni situaciji, ki je recimo problemska, z drugo nogo pa si nekje na drugi ravni in potem v bistvu reflektiraš to raven, kjer je nek problem, običajen človeški problem, ki ga vsi poznamo, a ne potem pa nastane nek nenaden preskok na neko metaraven. Zato je humor zelo zdrav obrambni mehanizem, ker po eni strani moraš imeti dober stik z realnostjo, potem pa tudi narediti en tak obrat, da relativiziraš to, da ne padeš v neko enostransko, recimo, videnje nekega problema. Pa da, to ste ful dobro rekel, realnost moraš jo videti, biti v stiku z njo, ampak po drugi strani jo neresno jemati, ko je to smiselno, da se v bistvu iz realnosti tudi malo norčuješ ali pa jo lahkotno jo moraš jemati, ne preveč na trdo. Tako. In recimo zanimivo je, da prav vici, ki so večkrat povezani z psihiatrijo ali pa s tem področjem duševnega zdravja, imajo ta element. Jaz večkrat študentom povem, malo, da bo mogoče tudi najina debata malo bolj lahkotna. Ta vic, kako je prišel v psihiatrijo na spremni oddelek človek, ko ga je psihiater pol vprašal, kaj pa se z nami dogaja. Ja, prav, veste, jaz sem koruzno zrno in sem v strašni nevarnosti, veste, živim na podeželju, tam je veliko kokoši in tako naprej in to je res, one rade imajo koruzo in jaz sem res v nevarnosti, prosim, če bi me lahko sprejeli. Ja, psihiater je malo začudno, ampak je rekel, dobro, če se vam že zdi prav, ja res, pogledajte, jaz se tresem, po noč ne spim, sem čisti sebe, ne morem več. No, prav, pa vas bomo sprejeli. In potem je, seveda, vizite so na oddelku in ko pride ta zdravnik, vsak dan vpraša, no, Jože, kako je zdaj z vami? Še mislite, da ste koruzno zrno? Ja, pravi, še.
ni to čisto jasno, zakaj me sploh sprašujete. Ja, v redu, oprostite, sestra, zakaj imamo zdravilo, mogoče še malo povečajmo dozo. In tako se to ponavlja, en mesec, potem pride spet na oddelek vizita psihiater in reče, Jože, kako je, kaj danes? A še mislite, da ste koruzno zrno? Kakšno koruzno zrno? Seveda nisem koruzno zrno, jaz sem pač Jože, človek, poglejte, ni vam jasno, kako vam ni jasno. Oprostite, pravi, super, sestra bi kar pripravili odpust. In zdaj Jože odide, ampak glej ga, vraga, čez kakšnih par ur spet je na vratih te sprejemne ambulante, pokličejo spet tega psihiatra. Ja, Jože, kaj pa je bilo? Spet mislite, da ste koruzno zrno? Ne, prav, ne, jaz vem, da nisem koruzno zrno, sam ne vem, če kokoši to vejo. A vidite, to je zdaj ta tipična struktura humorja. Ti pelješ pripoved v eno smer, in potem je nenadoma ta obrat, ta preskok, ki recimo tukaj je zelo zanimivo, glih ta moment, da ta pravzaprav pacient poduči psihiatra o tej kompleksnosti naše psihe. Da mi že mislimo, da nam je mogoče nekaj dobro, ampak ali pa da smo fajn, mogoče boljše rečeno, da smo nečem fajn, ampak za človeka je zelo komplicirano to, ali vi mislite, da sem jaz tudi fajn. In če hočemo na katerokoli dilemo, jaz bi rekel to bolj zahtevno dilemo človeške eksistence, potem moramo računati, da smo mi bitja odnosov in da naša odpornost je zelo odvisna od tega, kaj si misli naša okolica, kako nas sprejema, ne sprejema, kako... Mogoče, kaj si mi mislimo, da oni mislijo? Bravo. Ja. Bravo. In da seveda to je pa ta raven, recimo, tudi ko so raziskovali, recimo, kaj je zelo pomembno v partnerskih odnosih, v ljubezenskih partnerskih odnosih, pričakovanja na eni ravni, kaj jaz pričakujem od tebe, kaj ti pričakuješ od mene. Ampak potem je pa ta raven, ki ste vzeli omenil, kaj jaz pričakujem, da ti pričakuješ od mene. In velikokrat tega mi ne preverjamo in tu se zaplete. Ja. To je v bistvu taka enačba, ki je to kompleksna, ko odnose dodamo v igro, ki je že tako sama po sebi kompleksna. Jaz vem, ker živim v sebi in tudi, ker sem sam doma, vidim, koliko je kompleksno. Procesi, ki se dogajajo, kako jaz gledam na sebe, moj odnos do sveta, moj odnos do prihodnosti, preteklosti, sedanjosti, te teorije, one filozofije, to je zelo kompleksno. Potem pa dodamo še eno tako psiho in to dvoje zmešamo. In moj odziv je odvisen od odziva drugega in njegov odziv je odvisen od mojega odziva. In to se konstantno plete. Tako. Zdaj pa, če dodate še eno komplikacijo, mislim, da je Leibniz to zelo lepo s to prispodobo opozoril, da ko mi recimo gledamo, zdaj jaz vas gledam vas, vidim vas, kako tule sedite, imamo občutek, kakor da sem jaz mogoče tako slonim na nekem oknu in gledam skozi okno in vidim, to. Ampak to ni res. Mi gledamo pravzaprav v zrcalo. To, kako jaz vidim vas, jaz ne morem vas videti, kakor ste, ampak jaz lahko tvorim nekaj, kar je pravzaprav samo odsev mene samega. Če pa še to vzameš, ta samoreferenčnost tako imenovana, da je pa to potem še sploh zelo kompleksna zadeva. Tukaj se mi zdi, med človeških odnosih se potem velikokrat zapletemo, ker mi mislimo, da res gledamo skozi okno, ne da gledamo pravzaprav zrcalo. Ja. Kako rešiti to zagato, ker jaz vem, da te vzhodnjaške filozofije ali pa mogoče neke tehnike čuječnosti, kot jih sam razumem, napadajo neposredno to, da zaplet se zgodi, opažam v svojem življenju, ko podivja in
ideje o realnosti preplavijo mene in se v bistvu druga na drugo, a ne, ta ideja, pa ta ideja, pa ta ideja, pa ta ideja, in to potem probam svojim umom racionalnim razvozlati, da takrat človek trpi. Ne. In te tehnike, ne, kot sam razumem, prerežejo čez te ideje, ki bi jaz opisal nerealnost, ne, čeprav verjamem, da je realnost, to je vedno nerealnost, ker se dogaja v mojem umu, a ne, nimam sploh več stika z realnostjo, prerežejo na ta način, da jaz začnem zelo pozorno opazovati to realnost. In vidim čez te sloje svojih idej, ki so nabrane na tej realnosti. Ne? In zato so te tehnike zelo enostavne in mogoče preenostavne za naš ker spet želi se zakomplicirati. Toliko so enostavne, a ne, da samo rečemo, opazuj svoje dihanje, opazuj svoje procese, opazuj. Zakaj? Ni pomembno zakaj. To je že nova ideja, zakaj, ampak opazuj. Ne? In takrat se mi zdi, da te ideje odpadejo, fiziologija se pomiri in verjetno takrat opiše to realnost kot boljšo ali pa bolj prijetno, bolje bivam v njej. Ne? Tako, ja. To lahko malo greva v to smer. Ne? Tako, ja, zdaj ta čuječnost je zelo se razširila tudi po vseh teh področjih, o kateri se zdaj pogovarjava, ne, recimo se veva, ne, s tem Kabat-Zinom se tam v 80-ih letih začeli na področju medicine v Ameriki in se je prav Amerika itak, čim imaš neko tehniko, potem so odlični, da to razširijo, tržijo, to se je zgodilo. Veva pa tudi, kaj je ozadje tega, ne, da pač Kabat-Zin je kot Indic imel svojo izkušnjo te tradicije joga in meditiranja, je pa potem to poskušal malo poenostaviti, prilagoditi za našo uporabo. Ne. Tako da zdaj, kar se mene tiče, delim, ne, tudi to zanimanje vaše za sen. Tudi ne, veliko let se je tega nabralo, tega meditiranja. To, kar sam se lepo opisal, ne, kako opisati ta proces čuječnega opazovanja, ne, se da seveda spet na nešteto načinov, vaš mi je zelo všeč, kako ste opisal. Zdaj, zanimivo je recimo to eni angleški raziskavi, kjer so tudi delali so te posnetke možganov, par mesecev, ko se je začel nek tečaj, kjer so ljudem pač zahtevali tisto običajno dozo 45 minut, ne bi vsak dan in tako. Zelo zanimivo se je zgodilo. Tudi kar se aktivacije določenih področij možganov se je pokazalo, ne samo v poročanju ljudi, da v prvi fazi se je produkcija idej, ko so ljudje začeli s tem, še povečala. In tu je najbrž tudi odgovor, zakaj mnogi ljudje, ki začnejo s tem, ne vztrajajo, ker gre na slabše. Bi rekel, ta produkcija oblak idej, ki potem človeka še bolj vzburijo in si še bolj notranje nemiren, se poveča. Ne? Ampak ta študija je pokazala, da je treba pač vztrajati. Da je treba vztrajati in da se potem po tej prvi fazi človek, ki ni vajen tega čuječnega opazovanja, ne bo takoj imel zelo prijetnih doživetij. Tudi moje izkušnje pri teh tedenskih umikih so bile podobne. Na začetku prve ure, ko začnem, je čudovito. Usičenost nekaj. Ja, tako vse, ker in gre tako lepo in nek mir v telesu in tudi biti v taki skupini podporniki, pa en teden z menim ne govori, to je tak luksus. Ampak pa se pa začne, vsaj pri meni, recimo prvi dan, drugi dan, krize in razne oblike teh kriz. Ena je recimo, da se zelo ne more vstaviti, ta mlinček se še bolj pohoti, druga je pa utrujenost. Sam, da se vleče čas pa. Tudi v telesu take zoprni občutki, pa boleči, ne pa vse to.
In je pa se pa zgodi, pa se vam enkrat tako nekaj, kot ste lepo opisali, se pridružujem. Zgodi, in je hkrati zelo živo, bi tako rekel, neka živost druge vrste, ki ni vezana zdaj na določene misli, ideje, načrte, ampak kar tako, tako nekaj, kot bi se odprlo nek. In ta občutek pol prisotnosti in povezanosti, fenomenalen, tako. Hkrati pa tako preprost, kot si rekel, kakor da si rečeš, pa se to, a je to, se to pa ni zdaj neka stvar, kot si večkrat predstavljamo, neko razsvetljenje in tako bokaj, kaj je. Tako da to se mi zdi, da je ena ključnih stvari, kako imeti zaupanje, da ne poskušaš, ko se ta stvar še mogoče celo bolj razbohoti, to ustaviti, ampak samo vztrajaš s tem. In potem se samo, in velikokrat je ta v obliki nekega preskoka se zgodi, ne diskontinuitete, ampak se odpre, in zagledaš, mogoče včasih za čist kratko, lahko je par sekund, lahko je pa tudi malo dlje časa. No, ta naš učitelj nam je tako lepo rekel, gledajte, če boste vi v par dneh, ko se to doživi, tudi doživeli v obliki nekih kratkih flashov in tako naprej, je ta živost, si jo zapomneš, in to ti potem daje tudi motivacijo, da vztrajaš, da imaš kot en kažji pot. To je zelo pomembno, da doživiš nekaj takega, potem veš, možno je in lahko se ponovi. Ja. Sicer sem opazil, da je to pol največja ovira, ker psiha stremi k temu in se spet ne spoprijema z realnostjo takšno, kot je. Tako je. In hotel sem vas vprašati, kaj je sprejemanje in v povezavi s tem, ker zdaj sva govorila o neki metodi ali pa bi celo rekel o načinu bivanja, ki je mogoče malo odmaknjeno od idej, pa od stremljenja k nečemu boljšem, potem pa imamo recimo psihoterapijo, ki pa je mogoče nek trud vključen v to, da jaz to aktivnost počnem zato, da bom dobil boljše življenje ali pa boljše stanje. Ne? In v bistvu to bom naredil tako, da se bom s sabo ukvarjal. Ne? Ker jaz to čuječnost ali pa to prakso vidim kot obratno od ukvarjanja samim sabo, čeprav tako zgleda. Ne? Nekdo zapre oči in gre vase, to se ukvarja sabo. Ne? Ampak se mi zdi glih obratno od tega. Takrat se neham ukvarjati s sabo, ampak se začnem ukvarjati z realnostjo. Ja, lepo povedano. A vidite to razliko? Pa mogoče tudi tako iz Amerike sem zdaj malo čutil tega, da vso to ukvarjanje samim sabo, pa z depresijo, pa s terapijami, ne, da mogoče lahko poslabšujejo stvar, ker se res še bolj ekstremno na sebe fokusiraš. Ne. Jaz sem najbolj srečen takrat, ko sem v flowu, ker ne razmišljam, ali sem srečen ali nisem srečen. Tako je, Mene ni. Ja. In živim in nekaj ustvarjam in se nekaj ustvari. Niti jaz ne ustvarim tega. Ne? Tako je. Zdaj pa to konstantno, ne? Kako sem, pa moram biti boljše, pa kaj moram narediti, da bom boljše. Se mi zdi, da je taka trda energija. Ne? Zelo. In tukaj zdaj prideva na nekaj, kjer sem mogoče začel najin pogovor, kako pomembno je razumeti socialni ali družbeni kontekst, v katerem živimo. To, kar je z te analize, recimo neoliberalizma, kažejo, ne, da je ena ključnih značilnosti, da se prenaša fokus na posameznika. Recimo, če je nekdo ni toliko uspešen ali pa ne toliko produktiven, se poskuša zatemniti družbene razloge za to, ampak se poskuša prepričati posameznika, ti moraš samo malo več jogging, meditiraj, pojdi v psihoterapijo, v coaching,
več plave, več teči in tako naprej. Več akcij. Karkoli, to se pravi, takšen ali drugačen program je tisto, kar je pravi odgovor. In tukaj seveda pride lahko do neverjetnih zlorab, katerekoli tudi dobro mišljene oblike pomoči, tudi psihoterapije, gotovo. In jaz mislim, da danes je lahko rezultat, žal, dobrih oblik pomoči to, da ljudje ne postanejo potem bolj zadovoljni, ampak bolj nezadovoljni. Ker razlogov za nezadovoljstvo je več kot za zadovoljstvo. Mislim, da je to realno stanje. Ljudje, ki smo tukaj malo razvajeni v tem, Slovenija vseeno, se mi zdi, da je v nekem privilegiranem koščku tega sveta, da pozabljamo, da pravzaprav je toliko in vse večje število ljudi dosti na slabšem, kot smo mi. In objektivno, ja. Ja, subjektivno je pa tudi odvisno. Subjektivno. Tudi jaz mislim, da veste, te zgodbe, da recimo v revščini, da so ljudje bolj zadovoljni, to je, mislim, to tudi vse statistike vam kažejo, to ni tako. Večja kot je neenakost, večja kot je revščina, več imate patologije, telesne, duševne, socialne patologije, kriminala in tako naprej. Sprav, objektivno in subjektivno smo mi v privilegiranem položaju in lokacijsko in zgodovinsko. To drži verjetno, ne? Jaz mislim, Generalno. da glede na zdaj vse večje število ljudi, ki so res v hudem življenjskih položajih. In seveda zdaj ne more dolgo noben posameznik, pa tudi neka omejena skupina ljudi ne more prosperirati, če vse večji del okolja, družbenega, pa tudi seveda naravnega okolja propada. Slej ko prej bo to tudi uničilo posameznika ali pa to skupino. To je pač ekološki zakon, tako pač je. Mi nismo enota preživetja, ni posameznik, ampak posameznik v okolju, skupina v okolju in tako. Tako da jaz mislim, da danes, če si bolj v stiku z realnostjo, veliko tvegaš, da boš bolj dojemljiv za nezadovoljstvo, da boš. Ampak, zdaj pa nezadovoljstvo, a ni nujno slaba zadeva, zato ker lahko te motivira, da kljub težki situaciji, včasih celo, ko gledamo napovedi, so zelo, zelo pesimistične, vseeno ostaneš lokalno aktiven, kolikor se da, da bi nekaj pripomogel. Ampak ne zdaj toliko k mogoče svojemu zadovoljstvu, ampak k temu, da se lahko tudi, da bi bili drugi ljudje, da bi imeli mogoče več možnosti za neko flow, kot vi pravite. Za flow mora obstajati kar določeni pogoji. A se vam ne zdi? Ne samo psihološko, tudi socialno. Mislim, zadovoljene morajo biti te osnovne potrebe. Ja. Čeprav včasih vidimo, da je to potrebno za začetek zanosa ali pa flova. Pol, ko si pa v flovu, pa lahko celo te stvari ne zaznaš. Sprav neke fiziološke potrebe, iti na potrebo ali pa lakota zginejo. Ampak se mi zdi, da za začetek tega mora biti človek sproščen, miren, mogoče celo zadovoljen. Da je to taka mehka energija, ki te sama popelje, brez nekega tvojega truda. In če je človek v slabem stanju, je energija verjetno bolj zakrčena. In na silo želiš nekaj narediti in potem flova ne dobiš. Zdaj, ko se človek malo bolj spozna tudi na to zdaj sodobno odkritje nevroznanosti, eno izjemno pomembno odkritje je, da zdaj bolj razumemo, kako je
strukturiran, recimo nek podsistem, če tako rečem, v nas za prepoznavanje ogroženosti in za odzivanje na ogroženost. Ta sistem ima enako, ko bi rekel, lokacijsko, če gledamo, nekateri deli možganov so ključni, da to skozi nadzorujejo, in tudi ne samo lokacijsko, ampak tudi potem povezave in ta časovna usklajenost delovanja teh struktur kaže, da je to enako pomembno kot recimo ta uravnavanje vnosa tekočin, hrane, potem skrb za to, da recimo krvni obtok deluje, srce in žilje in tako naprej. To se pravi, vsi ti sistemi, ki omogočajo osnovno, bi tako rekel, raven preživetja. Ta sistem je na tej ravni. In zdaj, kaj se zgodi, tudi vemo iz lastne izkušnje, da če smo mi recimo ogroženi, je celo ta sistem potem odrine vse druge podsisteme. Ti lahko zdržiš dosti dlje časa brez hrane, brez vode, lahko zdržiš neverjetno neugodne temperaturne razmere. Pa bolečine. Vse to. Vse to prevzame krmilo za preživetje gre. Jaz sem toliko ogrožen, da moram zdaj samo temu, cel organizem se naravna na to. Tako da, zdaj, če mi hočemo doživeti recimo nek flow, zanos, kot ste prej rekel, mora biti ta sistem dovolj, bi rekel, zreguliran, čim je preveč aktiviran, ne bo šlo. To je. Recimo, ena stvar, ki mi je bila vedno tako tudi zelo fajn v teh retritih, ki smo jih imeli v odmikih, ko smo v skupini bili po 20, 30, včasih tudi kaj več, 100 in več, je bilo, da je bil velik poudarek na tem, da cel aranžma štima. Nekdo drug je lepo skrbel za prehrano. Imeli smo vsak svojo posteljo, čeprav skromno, ampak si imel svoje ležišče. Bil si v nekem, mogoče malo tudi odmaknjenem hotelčku, kjer je okoli gost in tako naprej, da se gre lahko tudi to zenovsko recimo hojo in tako. In potem ta učitelj, ki je skrbel skupaj z organizatorjem za to, da je za cela skupina nekako lahko se počasi tako drug drugega podpira, oglasi. To je ta občutek varnosti, to je bilo ključno. Se pravi, nekaj je bilo poskrbljeno, da se lahko jaz z drugimi stvarmi. Tako, da se s tem ne ukvarjam, ali sem na varnem ali ne. Tako da to se mi zdi, da je dobro razumeti, ker zdaj pa, če gremo korak naprej, kadar se pa aktivira ta sistem, da je glavni program ogrožen sem, takrat postanemo ljudje lahko zelo tudi nevarni. Tukaj pa ni noben bi rekel, na varnem v tem smislu, da bi rekel, jaz se bom na to že odzval potem tako empatično in bom še vedno dober človek. Takrat se lahko zgodijo zelo hude reči. Tako da mislim, da se to v svetu zdaj zelo dogaja, da se vse večje število ljudi počuti ogrožen. Zdaj, pustiva zdaj to, kar ste rekel, mi lahko seveda subjektivno se prepričamo, da smo ogroženi, čeprav mogoče nismo tako zelo ogroženi, ampak vzemva zdaj res te velike skupine ljudi, ki so recimo na teh vojnih območjih in tako naprej. To je in begunci in tako naprej. In ljudem, ki se je tudi porušil varnost v smislu te osnovne eksistence. Recimo v Ameriki imate cel nov sloj revežev, ki so bili še včeraj, tako kot mi dva, recimo, da sicer imate službo, ampak recimo ljudje, ki imajo službo, imajo svoje stanovanje, imajo nek kredit in tako naprej, odgovorni, delovni, vse več teh ljudi spada v revščino in
jim zarubijo hišo in zdaj cele družine spijo v avtih na parkiriščih. To so, bi rekel, ljudje, ki niso običajno kot neki, recimo, malo deviantni, ampak so bili zelo vpeti v to družbo in počasi se število teh ljudi veča. Lahko si predstavljate, kakšen je občutek varnosti pri teh ljudeh, pri teh otrocih. In tukaj se potem začnejo stvari seveda zelo komplicirati. Do kje bi mogla družba poskrbeti, do katere ravni bi mogla družba poskrbeti za posameznika, do katere točke Maslove hierarhije, to se po mojem vsi strinjamo, da take primeri niso sprejemljivi, ne glede na to, kakšne odločitve dela posameznik, ampak nekje verjetno obstaja tudi meja, kjer moramo spet reči, odgovornost za življenje mora biti tudi na posamezniku pa individumu, zato ker če tega ni, se spet podre. Če se vsaka ta celica podre, se bo tudi cela struktura podrla. In se mi zdi, da je to konstantna debata čez celo zgodovino. Kje, do kam mora biti družba odgovorna, od kje naprej je pa posameznik odgovoren, pa mora nositi odgovornost. To je res, ampak to je značilnost za diskurs naše sredine, ker mi dajemo tako pomen posamezniku. Če boste malo pogledali, pa se najbrž tudi poznate, so še vedno na tem našem planetu skupine ljudi, ki dajejo absolutno na prvo mesto mi. Torej ta skupnostni vidik. Tako da, mislite, kakšna plemena, ki imajo malo drugačno ureditev tega? Ne samo plemena, to so lahko tudi recimo en od teh zelo znanih trenutno psihiatrov in psihoterapevtov iz Anglije, ime mu je Sami Timimi, že ime vam pove, da najbrž ni čist angleškega porekla in ni, je Arabc, z arabske. Sicer je multikulturno, tako da je njegova družina je zelo multikulturna. Ampak odraščal je v arabski sredini in on je rekel, da je bil vzgojen tako, da je bilo za njega ključen koncept je bil ne jaz, ampak skupnost mi. Da je potem, ko je prišel v Anglijo, se je soočil s tem drugačno perspektivo, da je jaz tako pomemben. Tako da tukaj sva zdaj pri teh zemljevidih, koliko je zdaj individualna odgovornost, ali nekdo bi vas vprašal, a sploh obstaja, je tako možno, bi rekel, definirati, razmejiti to, a je to zemljevid, ki nam je res lahko v pomoč. Kar se mene tiče, prej ste rekel, da ker ste v flovu, da se vam zdi tako, da ta ego, bi tako rekel, ta jaz nekako ni več tako v ospredju, ampak čutiš, da si, jaz pravim temu, del nečesa širšega. Tako da jaz bi za ideje, ki jih dobivam, bi rekel, da vem že dolgo, da niso moje. Te ideje so pač naše. Ja. Zdaj, tudi utelešenje, če gledate, recimo, kako je nevroznanost napredovala, že kar 20 let nazaj je prišlo do tega, da nobeni možgani ne morejo delovati sami, da možgani so pravzaprav delo točja. Razumete? Tako da, meni se zdi, da je zelo pomembno se zavedati, pa nočem zdaj iti proti konceptu posameznika, individualnosti, jaza in tako naprej. To so ampak ne obstaja v vakuumu. Zgodovinsko pomembne stvari, moramo pa pogledati, kakšne so posledice uporabe teh idej, če tako rečem. In gotovo, da je trenutna posledica tega, da skozi razmišljamo zelo, primarno skozi to jaz, individualna odgovornost in tako naprej, da niso se pokazale kot zelo dober odgovor na izzive, ki jih imamo glede lastnega razvoja manjših skupin, družin, partnerstev, družin, skupnosti, držav in tako naprej. Nekaj je hudo narobe.
da se nam to tako obrača, ko imamo dobre namene, ampak ne potem ne pristanemo tja, ampak, kakor veste, včasih so lakovana z dobrimi nameni potopokov. Tako da, absolutno, recimo, tudi če gledamo na razvoj ideje o demokraciji, ne, in recimo ta soočenje s temi totalitarnimi režimi zgodbe 20. stoletja, kolektivizmi in tako naprej, kitajski poskusi, sovjetski, zveza, kup tega je bilo, kar vemo, da so bile strašne, rezultati so strašni. Tako da seveda se mi zdi ta koncept pravic posameznika okej, ampak zdaj, če mi mislimo samo na pravice posameznika in hkrati ne na pravice drugega, potem bomo imeli težave. To se pravi, seveda pa zdaj naša racija ne more naenkrat misliti dveh stvari. Mi lahko zdaj razmišljamo o jazu, pa o miju, ampak v bistvu se to dogaja, je skupaj, v življenju je skupaj. Ampak sej dost inteligenten posameznik, hiter pride do spoznanja, da če bom delal samo zase, da bom sebi škodoval na dolgi rok, Recimo, jaz grem lahko zdajle v trgovino, pa pokradem vse, pa se niti ne ukvarjam s tem, da je neko pravilo tam, ki druge ščiti pred mano, pa si vzamem vse, kar želim, pa vzamem nek avto, pa ga vozim. Ampak jaz vem, da za moj jaz bo na dolgi rok to slabo, ker me bo družba obsodila, zaprla, omejila, me v bistvu kaznovala za to. In jaz moram, tudi če sem sebičen, moram, če sem inteligenten, da širše malo vidim, moram delovati z vami vsemi. In še dobra novica je to, da tudi če nimam materialno nič od tega, jaz imam hormonsko od tega veliko, ker smo mi toliko povezani hormonsko, da jaz, ko bom pomagal vam, pa ne bom imel neke materialne koristi od tega, bom imel pa emocionalno korist, oziroma hormonsko korist. In če to vem, jaz mislim, da lahko sebičnost ali pa egoizem uporabim kot konstruktiven motor, s katerim navigiram po svetu, pa sem ustvarjalen, pa za sebe v bistvu skrbim, ampak s tem se moja skrb za sebe preliva na skrb za druge. In jaz mislim, da ta motor smo mi uporabili zadnjih 200 let, s tem individualizmom, kapitalizmom, za to, da smo izboljšali materialno naša življenja. Ampak zdaj imamo problem, kakorkoli mi izboljšujemo to materialno, pa užitek si dodajamo, pa ugodje, ne rezultira to vedno ena v počutju. To je nekako moje tako malo širše mnenje okoli tega, kam gremo, pa kaj smo uspeli narediti, pa tudi, da je Slovenija, kakor ste rekli, ali pa zahodni svet prosperiral objektivno, z vidika bolezni, zdravja, lakote, teh bolečin, ki obstajajo na nižjih sferah Maslove hierarhije. To smo nekako zelo dobro, se mi zdi, da rešili z individualnim motorjem ali pa tem egoističnim pristopom. Ampak pomanjkljivosti je milijon v tem sistemu. Ja, res je. Tako da mislim, da živimo v času, ko bi bilo fajn, da damo večji poudarek na mi, da kaj je zdaj tisto, kar nas čaka kot velika naloga, da rešimo kolektiv, bi rekel skupnost, ker se nam ne kaže dobro. To sem hotel povedati. Kaj pa lahko individuum naredi za to, zato ker problem je, če mi rečemo, mi moramo vsi skupaj nekaj spremeniti, zelo težko bomo akcijo naredili kolektivno. Ampak individuum pa jaz mislim, da ima lažjo nalogo, da se odloči. No, gledajte, tukaj je zdaj ta problem z jezikom, pa kakšne poudarke dajemo kakšnim besedam. Recimo, če zdaj si pomagam s skokom, ker ste na duhovnem področju domač, a ni tam v tej fazi, ko nekako ego dosti dobro deluje, da imaš recimo dovolj hrane, da imaš neke osnovne pogoje za življenje in tako naprej.
a ni potem mogoče čas, da se vprašaš, a grem lahko na neko drugo raven, kjer je ego ostane tako, kakor še vedno prisotno, ampak vedno bolj tako tudi v oklepaju, a ne, in zdaj to recimo je Jung imenoval sebstvo, ne, da je razločil med tema dvema. Zdaj sebstvo pa ni več individuum, ne. Aha. Sebstvo ravno to poudarja, da si se ti povezal in da pravzaprav deluje neka širša zavest, ki ni individualna zavest. Okay? Tako si jaz predstavljam zdaj tudi v vsakdanjem življenju. A sem jaz, kaj mene res zdaj motivira, da sem prišel danes k vam, da bom nadaljeval potem še danes z svojim dnevnim redom delovnih obveznosti, nekih socialnih kontaktov, ki jih imam in še tako naprej. A je to miren, ali je to nekaj drugega? Je to individuum ali je pa to nekaj... Jaz imam vedno bolj starejši, kot sem, občutek, da večino mojega, vsega, kar počnem, bi zelo težko pripisal mirano. Zelo težko. Pač sem del nečesa, ki bi tako rekel, kakor me malo nosi. In da sem do tega prišel, se mi zdi, je to, da drugače vidim, drugače slišim, drugače čutim. To se pravi, da se je ta nekako sistem, ki me vodi, bi ga težko povezal za seboj. Tudi, mislim, za tem individuum, kako bi rekel. Ko gledam, kakšne so izkušnje ljudi, ki so v teh letih, kot sem jaz, to se pravi starejša leta, so se ukvarjali recimo z enim konceptom enega švedskega precej raziskovalca starejših let, Larsa Tornstama. On je izumil pojem gerotranscendenca. Po njegovih raziskavah naj bi 20% ljudi starejših v teh letih pravzaprav naravno se proces šel v to smer, da je pravzaprav jaza vse manj, ne, pa vse bolj si na nek način, zdaj, če uporabim to Jungovo, se je sklicoval malo na tole teorijo Junga, ne, da preklapljaš v nek drug način dojemanja, tudi seveda mišljenja, čustvovanja, dejanj, vedenja, odnosov, a ne, ki je transcendenten, ne, ki gre stran od individuuma. Ja, onkraj. Tako, recimo, zdaj, ko imamo vnukinjo, ko sva tako skupaj, doživim tako res, se mi tako poveže, ne, kar sem meditiral, recimo, pa ta, kot je naš učitelj Zenovski govoril o direct experience, je rekel, ne, da bi lahko neposredno doživljanje, to je to povedal, kada se ideje razkadijo, a ne, pa je potem zaznava, tako imaš občutek, kakor izgine mogoče tudi ta delitev subjekt-objekta, ne, kakor težko opisljivo, no, ampak... Nedualnost. Ja, nedualnost se zgodi. No, recimo taki spontani trenutki nedualnosti, ko opazujem vnukinjo, ko se srečava z očmi, je izjemno, kakor da se nekaj zelo zanimivega zgodi, razpre. In to jaz doživljam, ne, in sem zelo zadovoljen, da sem si tudi z meditiranjem pomagal, da zdaj bolj tudi sem pozoren in pa prepoznam te spontane dogodke v vsakdanjem življenju. Isto se zgodi zdaj, ko je ta narava pomladna, itak je to nekaj fenomenalnega, tudi zdaj, ko je ta veter, pa v Ljubljani teči zrak, pa so ti trenutki res, ko kar naenkrat je ta veter, tako ni distance več, no, ali te slike, ali te oblaki, vsa ta atmosfera, vonj in tako naprej. V bistvu smo ljudje, imamo spontano, smo tako narejeni, da se nam lahko zgodi na to preseganje te zaprtosti, pa te iluzije tudi, da nekaj takega kot ego res obstaja. Čeprav je potrebna iluzija, ne, mi je bilo fajn, kaj ta naš učitelj Zena tudi rekel, gledajte, to sta tako kot dve roki ali pa dve nogi.
egu se ne odreči, ker on ti pomaga, da pač plačaš položnice. Ampak ne. Vse to sem mislil, ker sem bolj tako širše družbeno rekel. Nek smisel ima, čeprav je včasih boleče, za druge tudi, kar počnemo, ampak nek smisel ima, ker je to energija vesolja, ki nas žene nekam, ta jaz bi za sebe nekaj. In tudi prvič, ko sem se usedel na blazino, k meditaciji, je bilo zaradi te energije, ker sem jaz, ego, sem želel nekaj dobiti. Tako. In hvaležen sem temu, tako. Da je šlo pa lahko sploh onkraj. Tako je. Ta prispeva svoj delež, in Bog obvar ga poskušati, bi rekel, brisati ali pa tako, ima svoje mesto. Ker če gledaš širše, kaj pa je za tem egom, se je pravzaprav tisto eno, se v bistvu te delitve ni, ampak je pa didaktično, bi rekel, priročna, zato da se mogoče lahko razumeva. Prišla sva do tematike, o katerih po mojem ne morava govoriti. Oziroma bova zelo nepravilno govorila, nenatančno. Mogoče to, glede nezadovoljstva, ki ga nekdo čuti, glede na to, da vse, kar ste se naučili v življenju, sploh z vidika psihoterapije, pa nisem vedel, da ste imeli tudi to raven izkušenj, da ste šli raziskovati znotraj sebe, recimo lahko rečemo. Kaj v bistvu pomaga pri nezadovoljstvu? Pa če bi lahko samo eno stvar izpostavili, in s tem sem vas malo prisilil, da izpostavite stvar, ki za večino ljudi bi veljala. Buda je pač se veva to zelo postavil v spredje, kot nek pragmatičen vidik tega razvijanja čuječnosti, da bi bilo več zadovoljstva, pa manj trpljenja, kako ne samo govoriti o tem, ampak dati ljudem nekaj v roke, da bi lahko nek know-how. Tako da tisto, kar mogoče navežem naprej, kar sem govoril o nezadovoljstvu. Tako kot je ta predstava psihe, ki so jo prej rekla, da je to podobno neskončnemu zrcaljanju, tako kot bi dve ogledali postavil drug na drugega, pa imaš neskončno odsevo. Tako v bistvu deluje. To je po moje najbližja metafora temu, kako res deluje ta psihološki. Jaz mislim, da tisto, kar je možno doseči, mogoče se bo čudno slišalo, ampak da si zadovoljen z nezadovoljstvom, da obstaja metna raven. Prej sem rekel, kako pomembno je nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo, bolečina, trpljenje so zelo pomembni motivatorji lahko. In jaz mislim, da je pa potem, če to obstaja, da se temu pravzaprav v določeni fazi ne moremo izogniti, da pa lahko razvijamo metaraven, ki nam pomaga to, ne da nas to, ko bi rekel, vrže na kolena, ali mogoče še bolj, da nas razdre, ampak da to je tudi del tega, kar potem pripomore k drugi ravni na zadovoljstvo. Recimo, lahko si predstavljate, eden od mojih vzornikov, učiteljev, čeprav ga nisem nikoli v življenju srečal, ampak srečal sem njegove učence, Milton Erickson, o njem sem tudi svojo edino knjigo zdaj napisal o njegove življenju in tako. On je kot najstnik zbolel za poliomielitisom, otroško paralizo. In značilnost te bolezni je, da se potem v drugi polovici življenja, tam po 50. letu, velikokrat ponovi. In posledica je seveda, da vsa ta struktura mišic, skeletno-mišičnega sistema se tako poruši, statika, da imaš potem zelo veliko bolečin. In on jih je imel enormno, ker se je sicer sam postavil na noge po tej epizodi, kar je bil itak čudež, o tem ne bom, ampak po 50. letu je spet
prišlo do ponovitve in potem je pristal na vozičku. In on je imel res bolečine take, da če ne bi razvil velike spretnosti uporabe hipnoze, ki je odlično analgetično sredstvo, bi gotovo postal narkoman, ne, ker bi mogel morfij jemati. No, kaj hočem reči? On je v tej zadnji fazi življenja tudi opisoval ta doživetja neke mistične povezanosti, pa tudi drugače si videl, da je on deloval na neki ravni, ki je težko še danes dojemljiva povprečnemu, našemu razumevanju. Odkje je on jemal te ideje, te navdihe, te stvari, da je bil tako neskončno kreativen v teh stikih s pacienti. No, on je lep primer tega, da bolečina je lahko kot odskočna deska, trpljenje kot odskočna deska, bolezen je tudi kot odskočna deska. Pa tudi, če imamo neke kronične simptome, ki jih ne moremo popraviti, to ne pomeni, da naša kvaliteta življenja se mora sesuti, k sreči. Tako da s tem mislim, kako je lahko človek vseeno dobro z nedobrim. In za konec mogoče še ena kratek utrink. Willi Seeger je bil ta Roši, ki je tudi prišel v Slovenijo, prevedli smo neko knjigo njegovo, nekaj teh. On je benediktinski menih, bil je umoril in je v Nemčiji ustanovil potem en tak, ko bi rekel, projekt. Benediktinci niso bili prav zadovoljni z njim, da se je tako obrnil k Zenu, ampak pol je nekako vseeno uspel in en krasen tak starinski samostan preuredil v popolnoma zenovski duhu. No, in zadnja leta je bil že tako telesno šibak in tudi demenca ga je začela mučiti. Večkrat je bil tudi bolečine, telesne razne težave. No, in potem je samo tam bil v vrtu večkrat sedel. Mi smo prišli za cel teden, meditirali. On je pa vsak dan prišel, ker je živel, imel sobo tam v tem samostanu. No, in enkrat, ko sedi in se mu približava s kolegom, ki sva bila iz Slovenije, da ga pozdraviva. Jaz sva slišala, da ste imel pljučnico zdaj, pa sva vesela, da so nam povedali, da ste bil zdaj zelo bolan en mesec. Sem vesela, da tukaj sedite, kako ste. In on je rekel, nekako tako, jaz sem dober, torej, tudi če sem bolan, sem dobro. V tem smislu. To se pravi, možno je, da smo na nek način na neki metaravni dobro, kljub temu, da je lahko tudi zdravje, recimo, relativno zelo šibko in nas kaj boli, muči. Ja, Miran, da bi se vam zahvalil iz srca za... Nisem vedel, kako bo pogovor potekel, sej nobenega. Nimam nikoli v bistvu plana, ampak me je presenetilo in res bi se vam rad zahvalil za čas, pa vse, kar ste delili. Hvala lepa za zelo lepo voden pogovor. Hvala. Bodite dobro. Ja.